Sedim v močvirju in razmišljam. Zapisi iz močvirja. Kaj je zdaj s temi Hrvati? S pomladjo se vrnejo ptice selivke, z volitvami se vrnejo Hrvati, točni kot švicarska ura. Včasih so prihajali s Piranskim zalivom, Joškom Jorasom, ratifikacijo in ostalimi obmejnimi praksami. Letos je drugače. Letos so predvolilna tema, ker so boljši od nas. V gospodarstvu in, če lahko dodamo, v nogometu. Toliko so boljši od nas, da se gospodarstveniki selijo na Hrvaško. Kot se prej omenjene ptice selivke jeseni selijo na jug. Ker pri nas v gospodarskem okolju vlada zima, pravijo podjetniki in gospodarstveniki. Oboje bi lahko združili v eno samo besedo in bi jim poslej pravili kapitalisti. Ampak ne moremo, ker bi bila na to gospodarska zbornica kapitalistična zbornica, klub slovenskih podjetnikov pa klub slovenskih kapitalistov, kar pa se ne sliši primerno. Kakorkoli, Hrvati so nas prehiteli. To se običajnim možganom sliši neverjetno, ampak tako zatrjujejo ljudje, ki poznajo gospodarske številke in te govorijo Hrvatom v prid. Torej, ali lažejo številke, ali lažejo novodobni hrvatofili, ki so bili še do predvčerajšnjim hrvatofobi, ali pa laže razgled, če razumni potuje po Hrvaški. Pa tu ne mislimo na Istro in Dalmacijo, na Hvar in Dubrovnik. Mislimo recimo na Podravsko magistralo od Virovitice do Osijeka. Tam se naši preroki gospodarske rasti zagotovo niso peljali, ker tam so samo vasi brez ljudi, polja brez posevkov in obup in beda silita iz nemih oken. A vsaka trditev, tako tudi ta o hrvaškem prehitevanju, ima na srečo svoj preizkus. Ker so nas po Slovaški, Češki, Poljski, Litvi, Latviji in Estoniji ter najbrž tudi Romuniji zdaj prehiteli še Hrvati, Srbi pa so tako ali tako pokopili vse slovensko gospodarstvo, moramo izvesti eksaktni preizkus, ki je, kot vsi eksaktni preizkusi, dokončen. Če torej slovenska javna občila poročajo, da so nas Hrvati prehiteli, bi morala hrvaška javna občila poročati, da so prehiteli Slovence. Pa tudi ob skrbnem pregledu, celo vsakodnevnem spremljanju medijev v sosednji državi, nismo naleteli na nič podobnega. Oni sami so prepričani, da so njihovo gospodarstvo, BDP, razvitost, socialna država in kar je še te navlake, globoko pod slovensko ravnjo. Se pravi, da smo mi prepričani, kako so nas Hrvati prehiteli, Hrvati sami pa so prepričani, da capljajo za Slovenijo. Pa naj se človek zdaj na volitvah prav odloči. Nekje pa so nas Hrvati le prehiteli. In dovolite, da naredimo manjši ovinek in današnjo oddajo intoniramo kot dvovsebinsko. Hrvati so namreč ponovno uvedli naborništvo in se tako pridružili tistim evropskim državam, ki so prepričane, da bodo Rusi udarili čez, če citiramo legendarnega Zmaga Jelinčiča. Hrvaški mladeniči morajo poslej na vojaško usposabljanje in ko je vodja slovenske opozicije oni dan delil modrost, je verjetno mislil prav na nabornike, ko je Hrvaško postavil pred Slovenijo. In dodal, da pod njegovo vlado neka oblika vojaškega usposabljanja čaka tudi slovensko mladež. Oprostite, ampak na tem mestu moramo izraziti močno nestrinjanje z načrti vodje opozicije. Vemo in verjamemo, da je v Sloveniji mnogo navdušencev nad flintami in uniformami, še več je onih, ki menijo, da smo vojaško ogroženi, največ pa je tistih, ki trdijo, da je za obrambo domovine potrebno dati tudi življenje.
V postmoderni družbi gre za preživete koncepte, za romantično nakladanje, ki bi se jih morala družba obsedena s knjigami za samopomoč in osebno rast globoko sramovati. Kar predlagamo, da ne bomo le a priori proti, je začasna suspenzija anonimnosti volitev. Kot vemo, je anonimnost na internetu civilizacijo že tako ali tako prignala na rob propada, zato dajmo za določen čas ukiniti anonimnost demokratičnega odločanja. Se pravi, da boste tisti, ki boste volili politične opcije, ki zagovarjajo, da naši otroci postanejo ali žrtve ali morilci, natančno registrirani. Ko pride uvedba naborništva v Sloveniji ponovno na mizo, naj se vojašnice napolnijo zgolj z vašimi otroki. Ker da nekdo anonimno upravlja z življenjem in usodo našega otroka, je povsem nesprejemljivo in v 3. tisočletju moralno nevzdržno. Seveda ne gre le za opozicijo, tudi sedanja vlada je lepo zarezala v militarizacijo družbe, zato naj povzamemo mnenje civiliziranega dela slovenske javnosti. Možnost, da nas napadejo ali Avstrijci, ali Italijani, ali Madžari, ali Hrvati, ali pač Rusi, Izraelci, Palestinci, Danci oziroma Američani, je nična. Pika. Mnogo večja je možnost, da se voda spremeni v kri, da žabe preplavijo deželo, hiše in palače, da se prah dežele spremeni v insekte, da roji muh napadejo slovenske domove, da množično pogine živina in da toča z ognjem opustoši polja, nato pa pridejo kobilice in požrejo, kar je ostalo. In tako naprej in tako nazaj.